Protestni shod proti delovanju ekosistemov v Zalogu. V Revozu odhajajo na kolektiven dopust. Obeta se obnova sevniškega bazena. Lepo pozdravljeni. V športnem parku Breza v Straški občini, nedaleč od prizorišča požarov v obratu za zbiranje in predelavo odpadkov družbe Ekosistemi, se je pred slabo uro začelo protestno zborovanje za ukinitev dejavnosti podjetja v Zalogu. Na zborovanju, ki so ga pripravili v civilni iniciativi Zalog Loke, regijskem društvu ekološkega gibanja Ivančna Gorica, kulturno-političnem društvu Svoboda in straškem odboru Združenja borcev za vrednote NOB, so predstavili peticijo in zbirali podpise proti delovanju ekosistemov v Zalogu. Naša zahteva je, da se ta dejavnost nedvoumno od tukaj umakne, to zahtevajo ljudje, ker zdaj v vseh teh letih so zastrupljanja in požarov, obljub in vsega tega, da bo tukaj vse urejeno, jim ne verjamemo več. Namreč ti ljudje so nam zastrupili zrak, vodo, travinje, zdravje, zelenjavo in njim več ne zaupamo. Ta prostor ne prenese take dejavnosti. Kaj, če ta zbor ne bo dovolj? Ja, potem bomo morali, tako kot so ti sodni mlini počasni meljejo, biti vztrajni, zavedamo se, da je to boj ali pa tek na dolge proge, v končni fazi pa nam tudi na koncu pa Strasbourg ostane, če ne bo drugega. Ampak greste pa do konca? Ja, tako smo se odločili. Civilna iniciativa je že kar nekaj časa aktivna, tako da zdaj pa še posebej, ko se je to zgodilo. Naša ekipa še ostaja na terenu, mi pa nadaljujemo z edino avtomobilsko tovarno pri nas, novomeškem Revozu, kjer se odpravljajo na poletni kolektivni dopust. Od 31. julija do 15. avgusta bo več kot 3400 zaposlenih na zasluženem dopustu. Proizvodnja bo znova stekla v sredo 16. avgusta. Letošnje prvo polletje je bilo nekoliko drugačno kot minula, saj so v Revozu zagnali proizvodnjo novega modela Renault Clio. Konec junija so uresničili zastavljen načrt in v proizvodnji začeli delati s 3 polnimi izmenami. Obratujemo v 3 polnih izmenah, tudi nočno izmeno, ki je bila v začetku leta še delovala v polovičnem obsegu, smo okrepili, tako da imamo zdaj tudi polno nočno izmeno in na ta način poskušamo nekako zadovoljiti potrebam kupcev, ki so v tem trenutku res na visoki ravni. Razmere na trgu so namreč zelo obetavne, povpraševanja in naročili veliko, kar se dnevno odraža v količini proizvedenih vozil. Je pa dejstvo, da trenutno izdelujemo okoli 900 vozil na dan, kar pomeni, da se bo končna številka konec leta, kar se tiče števila izdelanih vozil, približala 190 000 vozilom. Glede na razmere na trgu dela pri nas so po besedah Bašek Zildovičeve zelo zadovoljni, da jim je uspelo pravočasno zagotoviti dovolj delavcev, da proizvodnja obratuje v 3 polnih izmenah. Ob našem obisku smo v kamero ujeli nove kandidate, ki so prišli na razgovor za službo. Zaposlovanje je pa še vedno v teku, zdaj trenutno iščemo tudi nekatere druge profile, recimo strokovnjake z različnih področji, hkrati pa še vedno zaposlujemo tudi za pokrivanje odhodov. Bo pa letošnji kolektivni dopust v Revozu veliko bolj meren, saj večjih naložbenih del v času zaprtja tovarne ne bo. Torej gre za več kot 2 tedna kolektivnega dopusta in v tem času ne bodo, tako kot je bilo običajno zadnje leta, potekala neka velika naložbena dela, pač pa nekaj vzdrževalnih del, ki so jih v proizvodnji načrtovali že prej, a jih bodo izvedli v veliko manjšem obsegu kot v minulih letih, še dodaja Bašek Žildevičeva. V javnem podjetju Ekološka družba Šentjerne nameravajo letos kupiti nekaj novih za opravljanje svoje dejavnosti nujno potrebnih strojev. Predlog nakupa osnovnih sredstev, ki je dobil tudi večinsko soglasje občinskega sveta, je sicer nekoliko manjši, kot je bil načrtovan v letnem načrtu. Z nakupom posameznih strojev in ostalih potrebnih priključkov, za katere so pridobili več konkurenčnih ponudb, si v javnem podjetju EDŠ obetajo še učinkovitejše izvajanje svojih rednih dejavnosti. Nakup osnovnih sredstev je bil letos sicer načrtovan v višini skoraj 200 000 evrov. Odločili smo se oziroma
vodstvo podjetja se je odločilo za nekoliko manjši znesek za nabavo le-teh, zgolj zaradi izogib prekomernemu zadolževanju podjetja. Iz širšega letnega plana so tako izluščili zgolj nekaj najnujnejših osnovnih sredstev, dodaja Bregar, ki bodo javno podjetje EDŠ predvidoma stala dobrih 128 tisoč evrov. Z nakupom so na eni izmed sej z 9 glasovi za in 4 proti soglašali tudi tamkajšnji občinski svetniki. Poroštvo ni potrebno za financiranje in 50 tisoč evrov cirka bomo financirali z lastnimi sredstvi, nekje 80 tisoč evrov bomo pa vzeli posojila. Z novim zadolževanjem in že obstoječim kreditom v višini 50 tisoč evrov, ki bo odplačan leta 2020, bo skupni dolg podjetja znašal približno 130 tisoč evrov. To za samo funkcioniranje in stabilnost podjetja ne pomeni nek hud pritisk, tudi po posvetovanju s finančno službo in zunanjimi sodelavci lahko trdim, da bi lahko dobili tudi veliko več posojila. Vendar do izteka svojega mandata, to je decembra letos, podjetja ne nameravam pretirano zadolžiti, še dodaja Bregar. Nakup preostalih nujnih strojev za opravljanje osnovnih dejavnosti pa bo, kot kaže, sledil v prihodnjih letih. Sistematično urejanje mestnega jedra Črnomlja bo v prihodnjih letih ena osrednjih nalog občine, zato so svetniki soglasno sprejeli načrt dela za urejanje jedra v tem letu. To je naloga, ki se je želijo lotiti natančno in sistematično, zato da bi središču mesta povrnili nekdanji ugled. Ker bi radi, da Črnomelj dobi podobo, kot je včasih imel. In sicer predvsem delamo na področjih oziroma na območjih, ker je lastnik občina Črnomelj. O ulicah, o stavbah, ker občinske stavbe so dejansko vse obnovljene v mestnem jedru. Cel kup stavb v jedru mesta je v zasebni lasti, lastniki pa niso pokazali zanimanja, da bi jih obnovili. Predvsem želimo in tudi upam, da bomo premaknili po 4 letih prizadevanj, odkar imamo črnomaljsko obvoznico, da bi bila ta cesta skozi mestno jedro postala lokalnega pomena, lokalna cesta in s tem seveda bi mestno jedro oživili. V središču mesta želijo urediti tudi več parkirnih mest, vendar je to državna cesta, tako da so pri svojih prizadevanjih močno omejeni. Ljudi bodo sicer v jedro Črnomlja privabili z zanimivimi vsebinami. Kar nekaj prireditev na to temo je in da želimo mestno jedro oživiti je tudi zelo pomemben dejavnik, da smo preselili jurjevanje iz Jurjevanske drage v mestno jedro, zapremo mestno jedro in dejansko 3 dni ljudje dobesedno uživajo v mestnem jedru v vseh dogajanjih, ki so. Prav tako so v središče v zadnjem letu preselili martinovanje, veliko ljudi obišče tudi tržnico. Načrtov za jedro Črnomlja je torej še veliko. Po krajši vremenski osvežitvi meteorologi spet napovedujejo vročinski val, že 4. v sezoni. Za upravljalce letnih kopališč z neogrevano vodo je to dobrodošlo, saj večji obisk bazena pomeni večji prihodek. Sevniškega letno obišče okrog 15 tisoč kopalcev. Po zaključku sezone se bodo lotili njegove temeljite obnove. Bazen, ki so ga z občinskim denarjem zgradili leta 1985, je sicer dobro vzdrževan, a z vsako sezono je zaradi starosti materialov to težje zagotavljati. Letos so začeli pripravljati dokumentacijo za celovito obnovo kopalnega kompleksa. Manjše obnove, ki so bile izvajane, nekako ne izpolnjujejo več potreb, tako da za naslednje leto načrtujemo kompletno celovito prenovo bazena, no vzporedno s tem pa je potrebno tudi stabilizirati območje za bazenom, kajti območje za bazenom brežina hrib je plazeč. Pritiska na bazensko školjko, kar otežuje vzdrževanje njene nepropustnosti. Stabilizacija terena za bazenom je potrebna tudi zaradi načrtovane gradnje atletskega stadiona. Bazen ob športnem domu in teniškem igrišču bo ob izgradnji stadiona postal del največjega športnega parka v Posavju. Denarja zanj v povprečno 16 milijonov velikem letnem proračunu ne bo lahko zagotoviti.
Pa vendar bo potrebno po naših takih nekako okvirnih ocenah za to nameniti med 300 in 400 tisoč evri za prenovo bazena, kar pa mislim, da je nujno za to, da imajo vsi Sevničani nekako poletje lahko tudi doma. Do zdaj je zavod KŠTM zadolžen za vzdrževanje in obratovanje bazena v obnovo vložil slabih 200 tisoč evrov. Med drugim so nove prhe na ploščadi dobile ogrevano vodo. Med pripravo projektne dokumentacije bodo preverili tudi možnost oziroma ekonomičnost ogrevanja bazena, s čimer bi podaljšali kopalno sezono. V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije so objavili zmagovalno arhitekturno rešitev za Brv, ki jo v novomeški občini načrtujejo čez Krko v Irči vasi. Ekipa 7 inženirjev gradbeništva in arhitektov je pri oblikovanju rešitve sledila zadržanim in minimalnim posegom v občutljivo naravno okolje Krke. Torej, na nek način nam napovedujejo, da če bomo to Brv v Novem mestu zgradili, da s tem dobivamo referenčni objekt na širšem regijskem območju Srednje Evrope in seveda zelo bom vesel, če se bojo razlogi, zaradi katerih trenutno še ne moremo začeti za izgradnjo, čim prej odpravili, torej da bomo pridobili tudi zemljišče na enem od bregov reke Krke. Viseča mostna konstrukcija naj bi kot tanka linija v blagi krivulji povezala oba bregova in spominjala na tradicionalne brvi preko hudournikov in potokov. Sama izgradnja te brvi je ocenjena nekaj nad $500,000 evrov. Seveda so potem še stroški projektiranja in ostali stroški, ki nanesejo in ureditve na obeh bregovih. Tako da je ta projekt ocenjen na slab $1 milijon. Brv naj bi se raztezala 125 metrov dolžino s konstrukcijo debeline 42 cm na robu in 17 cm v srednjem delu. Pred približno pol leta je Donald Trump zasedel položaj predsednika ZDA, s tem pa je prva dama Združenih držav postala slovenska rojakinja Melania Trump. V tokratni anketi tedna nas je zato zanimalo, ali je Slovenija zaradi tega dejstva kaj bolj prepoznavna v svetu. Težko je verjetno. Poglejte, kako nas cenijo, niti Hrvati, niti nobeni. Kaj še Hrvatile. Res, nič ne verjamemo. Po vseh teh promocijah, ko jih delajo, ne? Ja, bi rekel, da. Mogoče kak primer, zakaj? Ja, pač Slovenka je, ne? To je vse zaradi tega predsednika, ki je v Ameriki, pa to je se razširilo zdaj. Ja, Slovenci smo to kar izkoristili, veliko izdelkov promoviramo pod Melanijinim imenom. Tudi v Ameriki se mi zdi, malo bolj poznajo Slovenijo, pa je nam je še več slovaško. Mislim, da bo. Mislim, da ni neki pretirano pripomogla k temu, no. Jaz upam, da je. Ne, ker ne spremljam. Mogoče zdaj res, da ne malo, ampak mislim, da ne. Po moje gre vsak pol kaj zihar kaj googlat, ne? Da preveri, ker zdaj vsi itak pravijo, ker ima več, druga ali tretja žena stojine, ne? Po moje verjetno vsak malo pogoogla. Super. Z anketo tedna smo prišli do konca petkovih novic. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna tudi v naši družbi vam želim.